Karla, živja. Živja. V akciji Postanite zdravi in mladi s kavčkom je možno zasledovati tudi cilje, kot so izguba telesne teže. Res je. Vsak dan smo obkroženi in izpostavljeni lahko mnogim oglasom, ki oglašujejo hitro in učinkovito izgubo telesne teže. 8 kg v 14 dni, 10 kg v 21 dneh in podobno. In vendar vsaka sprememba za naše telo predstavlja tudi določeno spremembo za vse organe in za sistem delovanja. Res je, ja. Lahko povzročijo sunkovite spremembe, lahko povzročijo tudi stresne situacije za naš organizem. Sigurno, sigurno. Treba se pogovarjati o tem, kaj je to sploh zdrav način hujšanja. Ja. Zdrav način hujšanja, jaz vedno rečem, da je nov življenjski slog, ni dieta. Če govoriva o dietah, dieta traja recimo en teden, dieta traja 14 dni. Človek gre na dieto v prepričanju, da bo izgubil kakšen kilogramček, se odreka hrani, strada, je jezen, agresiven, zelo slabe volje, ampak reče 14 dni bom zdržal in potem bom shujšal in bo vse v redu. Ljudje dejansko tudi shujšajo, izgubijo telesno težo, ampak če ne spremenijo življenjskega sloga, če se vrnejo na stare prehranjevalne navade, običajno niso storili ničesar. Eno je to, da se teža neredko povrne nazaj, lahko za bonus še kakšen dodaten kilogramček. Zelo pogosto se pa lahko na žalost zgodi tudi to, da nam takšna radikalna dieta, ki obljublja čudeže, lahko škoduje zdravju. To si pa ne želiva. Se pravi, naš cilj je neka uravnotežena prehrana na dolgi rok, ki bo seveda povzročila neko zdravo hujšanje. Se pravi, brez bližnjic, brez nekih praznih obljub, na zdrav, uravnotežen in tak moder način za telo, se pravi, da ni prevelikih vplivov na naš organizem. Težko rečeva, katera je tista zdrava izguba telesne teže, ker je spet odvisno, od kje človek začne. Recimo, nekdo ima veliko prekomerno telesno težo in jo tudi hitreje izgublja. Nekdo, ki ima samo kakšen kilogramček, 2 preveč, bo morda počasneje izgubljal telesno težo. Spet odvisno, v kateri fazi smo. Če smo komaj začeli, potem grejo kilogrami hitreje dol. Če smo nekje na sredi, bom rekel, hujšanje gre počasneje. Neko tako varno priporočilo, mislim, da je kakšen kilogram na teden. V začetku gre hitreje, potem pa recimo, da se ustali na kilogramčku na teden, da ti kilogrami res grejo, se pravi, da se jih znebimo na daljši rok. Pravijo tako, da od tistih ljudi, ki se držijo teh strogih diet, shujševalnih diet oziroma uberajo kakšno bližnjico, da jih samo približno 2% to izgubljeno težo ohrani. Se pravi, ostalih 98% pa potem se začnejo, pri ostalih pa se potem začnejo kilogrami zopet kopičiti in so slej ko prej spet na začetku. To je pa nekaj, kar si seveda ne želiva. Hvala, Karla. Hvala.